Še zadnjič v tej sezoni v studiu lepo pozdravljam Saro. Sara, živjo. Kateremu družbenemu omrežju se bova posvetili najprej? Živjo Klara Eva, živjo infodrumovci. Ja, zame so bili pretekli dnevi kar delovni. Začniva z YouTubeom. Največkrat ste si ogledali prispevek otroške poročevalke Ele z igralko Zalo Đurić in prispevek o tem, kako je, če obiskuješ dva srednješolska programa hkrati. Pravzaprav so bili klikani vsi prispevki, ki so bili povezani z vpisom v srednjo šolo in NPZ. Na tem mestu pa še opozorilo, kako je s klikanjem in zasloni za vse, ki se ukvarjate s športom. Izšla je publikacija Več športa, manj zaslona, kjer je zapisanih 12 priporočil. Med pomembnejšimi je zagotovo ta, naj se športniki izogibajo rabi zaslonov vsaj 1 uro pred treningom in vsaj 2 uri pred tekmo. Ja, čezmerna raba zaslonov pri športnikih namreč zmanjšuje možnost uspešnega nastopa in povečuje nevarnost poškodb. Tudi v šoli je zato smiselno, da so telefoni v šolskih omaricah, a presenetljivo burno ste se odzvali na 1. aprilsko šalo, ki smo jo objavili na TikToku. Posnetek o tem, da bodo v šole namestili motivce telefonskega signala, je imel več kot 73.000 ogledov in delili ste ga več kot 5.000-krat. Takoj naslednji dan smo vas pomirili z novim posnetkom, da je bilo vse skupaj potegavščina, a prav nič ni presenetljivo, da se je novička razširila tako hitro. Mladi naj bi o novicah največkrat izvedeli prav prek družbenih omrežij. Kje se informirate in komu zaupate, sem se pogovarjala z učenci iz osnovne šole Horjul in strokovnjakinjo za digitalne medije Tanjo Oblak-Črnič. Veliko novic vem po Snapchatu, ki se pač širijo in jih tudi moji sošolci povejo meni. Prek interneta pa prek televizije. Večina mladih pa novic ne išče načrtno, temveč jih zasledijo mimogrede, pogosto na spletu, medtem ko brskajo za čim drugim. Se mi zdi, da mladi ne marajo spremljati novic, ker se jim zdi bedno. Na katero spletno stran grem, se odločam tam, kjer Google največ flikne. Ampak pozor, vsak uporabnik vidi svojo različico spleta. Spletne platforme uporabljajo algoritme, ki prepoznajo, kaj pritegne našo pozornost. Če jaz na TikToku velikokrat shranim posnetke muck, mi bo prikazal še več muck. In če jaz všečkam kužke, mi bo kazal še več kužkov. Algoritmi nas ujamejo v tako imenovane mehurčke. Prikazovanje zgolj ene strani vsebin je neškodljivo pri zabavnih temah. Kaj pa se zgodi, če tudi pri resnejših zadevah vidimo le eno plat medalje? Se pravi, ta osebna prikrojenost vsebin preprosto pomeni, da nas mnoge druge vsebine, drugi pogledi na iste teme skoraj da ne dosežejo oziroma zelo težko pridemo do njih. Filtriranje informacij pa se lahko še stopnjuje. Kaj se zgodi, če se zapremo v odmevne komore? Odmevne komore so tudi neke vrste metafora za opis zaprtih sob, v katerih se srečujejo predvsem posamezniki z zelo podobnimi oziroma zelo sorodnimi stališči. Kar posledično lahko pomeni, da postajajo bolj odločni, samozavestni in na določenih temah to zadevno lahko tudi bolj ekstremni. Verjetno bi šla najprej vprašati starše. Jaz ne bi verjela tem vplivnežem, lih vsakič. Šla je mogoče pogledati, če še kdo drug o tem govori. Pa tudi, če v šoli tega ne bi slišala, pa to ziher ni res. Primer sem zadnjič slišal, da je izbruhnil vulkan in sem vprašal učiteljico za geografijo, če je to res in je potrdila, da je. Ni treba, da nas je strah, če pokažemo potrebo po pomoči, ker nam to zagotovo lahko bolj služi v naš prid kot pa škodi.